mehni, pa moram malo znižati stvari, da se vidimo. Lepo pozdravljeni v tej ustanovi. Ja, hvala lepa, gospod dr. Koncilija. Vesel sem, da se ta dogodek lahko zgodi v tej dvorani, v naših prostorih, iz več razlogov. Prvič zato, ker je v skladu s tradicijo, da se tukaj zbira nekako intelektualna smetana. In če je kdaj to, potem je to gotovo v takih priložnostih, med drugim tudi danes. Drugič zato, ker gre za dogodek, ki je povezan tako z našo kulturo, tradicijo, zgodovino, kot seveda tudi s pogledom v prihodnost. Jaz sam sociologov nimam tako zelo rad, ampak kakšne stvari me pa zelo nagovorijo. Med drugim tudi ta, da je nek sociolog, pa že dolgo iščem njegovo ime in ne najdem samo citat poznan, zapisal, da je pogled v prihodnost brez tradicije slep, da ima tradicijo vlogo uličnih svetilk. Če jih upoštevamo, potem bomo vedeli, kam postaviti naslednjo. Če jih ne upoštevamo, bomo postavljali na tista mesta, kjer bodisi že kakšno stoji, ali pa na tista mesta, ki ne odpirajo pogleda v prihodnost. In zdi se mi, da so vprašanja, s katerimi se srečuje tudi gospod magister Volopivec in mnogi drugi znanstveniki in znanstvenice tukaj, povezan prav z odpiranjem pogleda v prihodnost, tudi ali predvsem zato, ker ne zanemarja pogleda v preteklost. Morda ob tej priložnosti tudi besedo dve o tradiciji te naše fakultete, ki je ena izmed 5 soustanoviteljic Univerze v Ljubljani, po sami doktrini seveda že veliko starejša. Vemo tudi, da čeprav je bila soustanoviteljica, pravzaprav ustanoviteljica oziroma nositeljica takratnega procesa ustanavljanja univerze, da je bila kar nekaj desetlet izključena iz Univerze v Ljubljani, da je bila potem po 90. letu ponovno reintegrirana, kot se temu bolj uradno reče, vključena, da smo sedaj enakopravna članica, tudi kar dobro sodelujemo z ostalo ekipo na univerzi, ki je kar številčna. Morda še to, da za nekakšne primerjave iz preteklosti trenutno obiskuje kar veliko število študentov in študentk programe na naši fakulteti, vse skupaj 771. V preteklosti, če daleč je bilo toliko, jih je pa tudi že več. Neposredno po vključitvi, kakih 5 let potem, smo dosegli številko 1000. Pa ne gre samo za kvantiteto, seveda, kot vedno pravimo, pomembnejša je kvaliteta in morda se s tem zmanjševanjem tudi malo krepi kvaliteta, kakovost. Še vedno pa je kar zanimivo dogajanje tukaj tudi zato, ker se vsako leto kaj spremeni. Tisti, ki ste morda dejavni na univerzi ali na akademskih področjih, boste najbrž imeli čudne občutke, ko omenimo Bologno, ki povzroča kar nekaj glavobolov, tudi to nas zadene, ampak deluje kar nekaj programov, tudi uspešno. Je pa za razliko od preteklosti večinska populacija ženskega spola na fakulteti. Ne med predavatelji, med slušatelji pa že. In ne želim zaradi tega nič tarnati, nasprotno, vse skupaj celoten proces dela zanimiv, pester, morda to in tam nekoliko bolj kritičen, kot smo ga bolj tradicionalni profesori vajeni, ampak tudi to je dobro za rast in razvoj teološke misli v Sloveniji.
Med drugim, poleg verske doktrine, religiozne dimenzije življenja in vzgoje za religiozno življenje, seveda teološka fakulteta od svojih začetkov goji tudi, se skuša gojiti poseben čut do jezika, tudi do tradicije in zato sem hvaležen, da je prišlo do tega dogodka. Hvala vam, gospod magister Volopivec, pa tudi doktorju Koncili za organizacijo, za ponudbo, za pobudo in za organizacijo tega dogodka. Tudi za teološko fakulteto je to izziv, da razsežnosti jezikovne kulture ne zanemarimo. Nasprotno, da jo gojimo še naprej, zato imamo veliko izhodišč, veliko razlogov, tudi veliko dobrih primerov. In željo, da korak k temu naredi tudi predstavitev te knjige, s to željo zaključujem in vsem skupaj želim lep in prijeten večer.